GEN-I Sonce je v zadnjih 2 letih postavilo že 700 elektrarn na individualnih hišah. Do sredine leta 2019 nekako računamo, da jih bomo postavili 1000. Ideja o postavitvi na elektrarne oziroma naprave za samooskrbo na večstanovanjskem objektu je dejansko med nami krožila že kar nekaj časa. Vendar nam zakonodajni vpliv oziroma zakonodajni okvir ni dovoljeval tovrstnih postavitev. V sredini lanskega leta pa je prišlo do spremembe uredbe o samooskrbi, ki je v zelo skopem, zelo kratkem delu omenila, da se lahko taka naprava zgradi tudi na večstanovanjskem objektu. Vzporedno je tudi na Jesenicah gospod Brane Zajevič že razmišljal, kako bi nadgradil 2 investicije, ki so jih izvedli med letom 2013 in 2019, in sicer izgradnjo toplotne črpalke in tega ovoja oziroma fasade večstanovanjskega objekta z neko novo tehnologijo, ki bi omogočala še večje prihranke pri stanovalcih in dejansko poskušala samooskrbovati celotni objekt. Kako pa je potekala sama gradnja? Projekt je potekal dejansko od avgusta 2018 do tistega 15. februarja, ko smo napravo za samooskrbo priklopili na omrežje. Večino časa, se pravi dejansko je 5 mesecev potekalo usklajevanje, predvsem papirologije in dokumentacije zaradi zelo togih okvirov oziroma zelo skopih okvirov zakonodajnih. Sama izgradnja, če gledamo iz tehničnega vidika, je bila pa izvedena v 4 dneh. To bo v prihodnjih letih oziroma, kot ste rekli, nekje že vpliva tudi na trajnost okolja. Definitivno. Že sama strateška usmeritev skupine GEN-I je zelena transformacija in prehod v brezogljično družbo. In dejansko cilj tega projekta je bil pokazati novo pot, kjer lahko vključujemo v to samooskrbno shemo tudi stanovalce večstanovanjskih stavb. In kako se bo to obrestovalo samim stanovalcem, v kolikem času? Poglejte, tukaj smo, glede na zakonodajne okvire, smo postavili elektrarno z nazivno močjo 36,7 kW. To pomeni proizvodnjo 37 tisoč kWh, kar pomeni tudi zmanjšanje emisij CO2 za 18,1 tona. Sama investicija se jim bo povrnila v 7 letih. Poplačevali jo bodo pa v 84 mesečnih obrokih, kar pomeni dejansko se bo investicija poplačevala tistih 7 let, kakor je tudi povračilna doba same investicije. Omenili ste že, da prej ni bilo zakonsko urejeno, je pa v tem času, ko je bila ta sončna elektrarna zgrajena tukaj na Jesenicah, prišlo do sprememb v sami uredbi. Poglejte, mi smo dejansko nekako poskušali tlakovati in odpreti pot tudi za projekte na večstanovanjskih zgradbah. Kot sem omenil že prej, je bil prvi korak dejansko tudi narejen strani države Slovenije v tem, da so pripravili spremembo uredbe, ki je načeloma že dovoljevala to izgradnjo. Sicer so bile možnosti za uspeh tega projekta zelo majhni, hkrati se je pa tudi država vključevala dejansko preko distribucijskih podjetij. Tukaj bi se zahvalil distribuciji oziroma podjetju Elektro Gorenjska in njihovim zaposlenim, da so zelo tvorno sodelovali z nami pri pripravi dejansko vse papirologije, da smo naredili elektrarno tehnično tako, kot je treba, sistemskemu operaterju v Mariboru, pa tudi dejansko je k sodelovanju pristopil Ekosklad, da smo v okviru trenutnih razpisov in shem lahko vložili vloge za pridobitev subvencije za investitorje. Če se vrnem nazaj k uredbi, ravno včeraj smo dobili informacijo, da je bila na vladi potrjena dejansko, lahko rečem, novelacija oziroma nova uredba o samooskrbi, ki predvideva te trenutne okvire, se pravi individualno samooskrbo na individualnih hišah, skupinsko samooskrbo dejansko na večstanovanjskih objektih in še en korak več naprej se je šlo, se pravi omogoča tudi energetske skupnosti v okviru ene trafo postaje.